naslednje dva referata, ki sta tako posegla področje reševanja v čas socializma in prva domina predstavljala zaposlovanje žensk in socializma. Ja, moja tema je, kakor boste videli, nekoliko ožja, kakor to obljublja naslov. Gre pa za nekaj novejšega, skratka nekaj, kar sem se šele zdajle pred kratkim začela zanimati. Navezala bom pa to na temo, s katero se že dalj časa ukvarjam, in to je tekstilnih delavk in pa delavcev v socializmu v času podsocialističnega preoblikovanja. O pregledovanju zapisnikov delavskih svetov, tekstilnih tovarn, dekorativna in pa pletenina v arhivu Ljubljana v leti 2014 mi je v oči padla vloga socialne delavke v socialistični tovarni. V 60-ih letih je na podlagi sistematično zasnovanih raziskav podjetju razkrivala problematiko kolektiva in oblikovala strategije njihovega reševanja. Na osnovi njenih analiz, priporočil, je vodstvo skupaj z delavskimi sveti načrtovalo družbeno politiko ter vzpostavljalo družbeno infrastrukturo. Socialna delavka se je poleg skupnostnih problemov zavzela tudi za posameznike, ki so padli iz sistema vnaprej, ki je pač delavce razvrščal v neke določene kategorije in pa po točke v neke razrede. Se pravi, za tiste posamezniki, ki recimo so naprimer pri stanovanjskih vprašanjih padli iz prioritetne liste. Urejala je neposredne odnose, skrbela za usklajevanje družinskega in delovnega življenja. Presenetil me je celostni pristop njenega dela, razumevanje organizacije podjetja in vloga, ki je bila na sestankih deležna. Poiskala sem njeno ime in jo obiskala. Ponosno mi je povedala, da je bila prva socialna delavka, ki najprej v Polzeli, potem pa leta 1969 v pletenini to službo šele vzpostavljala. Takole je rekla. Ko pridete v kolektiv, ga morate najprej testirati, spoznati. Ta podatek je vsebina, s čim se ukvarjati. Takrat se je zelo na družbeni standard gledalo, zelo poglabljalo, zdaj pa v kaj vlagati. Pletenina je materialno dobro stala, so rekli stanovanja pa vrtce. So vprašali, kaj mislim. Sem rekla, moram najprej videti sestavo kolektiva, izvedeti razmere posameznih ljudi, da se potem ve, kako planirati. Sem pregledala osebne kartone, naredila vprašanje. To je bilo ogromno mladih ljudi, ki so pričakovali posojila. Jaz to obdelam in poročilo naredim in ob tem je plosklina z rokami ter nadaljevala. Dokažem, da se ti problemi šele začenjajo. To se je videlo iz starostne strukture, postane. Bilo je ogromno mladih deklet, to bo zakon, to bodo otroci. Vse to sem pokomentirala in smo videli, da so potrebe po stanovanjskem vprašanju po ureditvi varstva ogromne, da smo šele na začetku. Konec citata. Marina Oštir je ob tem pomenljivo pokomentirala. Ta anketa je neobičajna za gospodarstvo, ne? To je presenetilo tudi mene. Pri tem je podarila, da je skrbela za oboje. Celostno reševanje problemov je bilo na prvem mestu, ker tako na tak način pokažeš kolektivu, da si potreben. Hkrati pa individualno delo reševanja specifičnih primerov. Iz njene pripovedi sem vzela tudi citat v naslovu prispevka. V knjižnici Fakultete za socialno delo sem našla raziskovalne naloge študentk in študentov, ki so bili pogosto v podjetjih še prej zaposleni kot strokovni tehnični kader. In so potem v teh nalogah razkrivali probleme, s katerimi so se srečevali delavci, ob tem pa opozarjali na potrebo po vzpostavljanju socialnega dela v tovarni. Najprej sem izhajala iz problemov, s katerimi so se soočale tekstilne delavke in delavci, saj to je tema, ki sem jo poznala. V zadnjih 13 letih sem se ukvarjala predvsem z izkušnjami dela, spomini na delo, to se pravi bolj posredno s problemi, s katerimi so se soočali ljudje izven delovnega okolja. Vprašanje sem zato želela poglobiti. V nadaljevanju me je zanimala participacija delavk na sestankih delavskega sveta. Presenečena sem bila nad živahnimi razpravami, kar sem ugotavljala v arhivu,
nad pomenom, ki se ga pripisovalo kvaliteti življenja, družbenemu standardu. Ni šlo zgolj za usklajevanje z ideološkimi normativi, temveč za spremljanje konkretnih življenjskih situacij, za preplet družbene in ekonomske funkcije v gospodarstvu. Izhajajoč iz neke druge kulture, bi lahko rekla antropološko, tako generacijsko, družbene, kognitivno-ideološke, me je najprej presenetila pozornost, ki so posvečali družbeni politiki, vzpostavitvi družbeni infrastrukturi, usklajevanju družinskega ter delovnega okolja. V okviru takšnega razumevanja socialna politika ni bila zgolj zaščitniška politika marginaliziranih skupin, temveč oblikovanje življenjskih in delovnih pogojev celotnega prebivalstva, predvsem v gospodarstvu. Socialno delo se je v 60-ih letih v podjetjih šele vzpostavljalo. Do 80-ih let se je število socialnih delavcev v gospodarstvu sicer povečevalo, medtem ko vloga pa marginalizirala. V začetku je socialno delo služilo temeljni reorganizaciji podjetja, skupnostnim problemom, sistematičnemu raziskovanju, ki se je razlikovalo zgolj od administrativnega kadrovanja po evidenčnih karticah, kar je bila praksa pred tem. Analize so sistematično detektirale probleme, se osredotočale na konkretne razlage ljudi in ozadja vzrokov. Zato pogovori, pogled in interes, kaj se dogaja izven delovnega okolja, kako živijo posameznice, pač njihove razlage posameznice jih zanima, kar pomeni v bistvu za nek določen pogled od znotraj. Zato, da bi učinkoviteje načrtovali načine njihovega reševanja. Tehnološki modernizaciji je sledilo vstopanje novih znanj v podjetja. Prihajalo je do specializacij. Več potreb je bilo v družboslovnih in humanističnih usmeritvah. V 50-ih letih se je začela načrtneje razvijati kadrovska politika in znotraj te na pobudo sindikatov tudi socialno delo. V gradivu, kjer so strokovnjaki utemeljevali vzpostavljanje socialnega dela v podjetjih in ga so oblikovala moja babica, profesorica Katja Vodopivec, je bil poudarek prav na kompleksni obravnavi človeka v gospodarstvu. Ob temeljnih nalogah je bilo takrat poudarjeno, da je treba opozarjati na posebne probleme žensk, na organizacijo odmora doječih mater, razmišljati o možnosti uvedbe polovičnega delovnega časa za matere z več otroki, organizirati tečaje o negi in vzgoji otrok. Naloga socialnih delavcev naj bi bila izbira posebnih delovnih mest za noseče in doječe matere. To je bilo pomembno, da se je lahko ženska spremenila delovno mesto, še vedno ostala po istem plačilnem razredu in se je to dejansko pač res to dogajalo in spremljalo. Vprašanje nočnega dela, fizične izčrpanosti, obolelosti, skrb za udobnost pri delu, za prevoz na delo. Socialni delavci naj bi sodelovali tudi pri izgradnji stanovanj, pa dali tudi predloge v zvezi s projektiranjem, pomagali pri odločanju o dodelitvi stanovanj, pri organizaciji prostega časa, počitnic, opozarjali na socialno pogojene zdravstvene probleme, kar je bilo, kar se tiče industrije, izrednega pomena. Med primarnimi nalogami je bilo urejanje medsebojnih odnosov ter spremljanje atmosfere v kolektivu. Arhivsko gradivo, pogovori s socialnimi delavkami in naloge kažejo, da v mnogih primerih v 60-70 letih delo res potekalo tako. Veliko pozornosti so med drugim posvetili vprašanju usklajevanju plačanega dela in družine, kar kaže na kompleksno razumevanje delovnega in družinskega okolja v medsebojni povezanosti. Upokojena profesorica na Fakulteti za socialno delo Pavla Rakuša se spominja ene prvih socialnih delov v Muri Marine Gilc, še iz otroških let. Takole pripoveduje. Eno nedeljsko popoldne smo sedeli zunaj, odrasli so se pogovarjali, otroci igrali in pride ena mlajša ženska, z 2 otrokoma v naročju objokana. Marina je ostala, odšla k njej, se pogovarjala, potem sta pa skupaj odšli. Ko se vrnila, je mami pripovedovala, da je delavka njihovega podjetja, ima hude težave doma, mož je pretepal, je vrgal ven iz stanovanja in da šla urediti za nekaj noči prenočišče v hotelu. Potem pa bo iskala druge rešitve. Tako sem se prvič srečala s socialnim delom v delovnem okolju, je komentirala upokojena profesorica. Ampak Marina ni samo pomagala posameznikom. Imela je visok položaj, v vodilni strukturi je bila izredno spoštovana, so
sodelovala je pri odločitvah tovarne, ne tehnično, tehnološko-ekonomski, ampak drugih vprašanjih podjetja. Na tem mestu ne bom razglabljala o tem, kaj je pomenilo vzpostavljanje socialnega dela znotraj socialistične ideologije, ne o problemih, s katerimi so se spopadali posamezniki, ki so pačko vzpostavljali. Konkretni problemi socialnih delavcev v podjetjih po 60 letih so bili namreč druge narave. Izhajali so iz ekonomske logike. Družbena funkcija je imela... Družbena funkcija je sicer imela zelo pomembno vlogo, še vedno je bila obravnavana kot ločeno, sicer v prepletu, ampak ločeno od ekonomske. Pri tem pa vendar gre opozoriti na način obravnave gospodarstva v okviru družbenega samoupravljanja, na razumevanje razvoja, ker ni šlo zgolj za številke rasti kapitala in proizvodne, temveč za vzpostavitev osnovne infrastrukture, kar je poleg elektrifikacije, prometa in podobno, ali pa cest, pomenilo tudi vzpostavitev individualnega in družbenega standarda ljudi. Takšne službe so bile potrebne za občutek sigurnosti in pripadnosti podjetju, za vzdušje kolektivne odgovornosti med delavci, je pokomentirala pokojna profesorica. Socialistične tovarne so načrtno vzpostavljale politike pripadnosti, gradile delavske identitete. Ob takšnih pogledih so bili delavci zamišljeni kot družbena bitja, v spredju kadrovske politike so bili ravno te skupinski odnosi, zadovoljevanje potreb po solidarnosti in varnosti. Razvoj in družbeno varnost razumemo danes drugače. V preteklosti pa je bila utemeljena kot jedro, kjer se vzpostavlja ta delovska identiteta in pripadnost, kar naslednje gre razumeti tudi tako širše, kot nek sistem družbenih odnosov, skupek pravic, upravičenosti, zaupanja, kar zajame širše okolje zgolj od tovarniškega in seže izven zidov tudi v sodelovanju oziroma povezano z lokalno skupnostjo. Socialno delo je v tovarnah izgubljalo pomen, ko so se začeli poglabljati v individualne težave ljudi. V splošnem pa je v podjetju sicer odvisno od vodstva delo spremljalo slabšanje pri zvoku vseh 30 let. Po letu 90 se je socialno delo usmerilo v zmanjševanje in blaženje posledic socialne negotovosti. Število socialnih delavcev se manjša, opredelitev nalog pa primerja z normativnimi akti. Ob redefiniranem razumevanju ekonomije in gospodarstva izven družbene umeščenosti se je poglobila tudi ta ločnica med ekonomsko in pa socialno politiko. Redefinirala se je delovska subjektiviteta, režimi kadrovanja, tehnike discipliniranja. Izjava sociala ven iz podjetij dokončno reducira razumevanje socialnega dela kot socialnega ventila. Če se vrnem nazaj v socialistični čas in to povežem z vprašanjem tekstilnih delov, s tekstilno industrijo. Ugotavljanje pogojenosti vzrokov bolezni, tudi kar se tiče stanovanjskih vprašanj in prehrambenih diet, je bilo izredno pomembno. Tekstilne delavke so se spopadale z revmatičnimi obolenji, s kroničnimi obolenji dihal, kar je bilo pogojeno tako s pogoji dela, kot tudi s stanovanjskimi okoliščinami. Ko delavka zaradi obolenja ni mogla več delati, so v Svilenitu reorganizirali delo. Smo reševali vse probleme, je komentirala nekdanja socialna delavka Ivana. Ne da bi šli zdaj na odpad, če je šivilja dobra, ni škoda, da gre šivalnice ven. Prilagodili smo jim mišino in uredili, da je 2 uri pistače zlagala, 2 uri šivala. Medosebne odnose je bilo potrebno reševati sproti, transparentno in z občutkom. Največ problemov je bilo zaradi odnosa na delovnem mestu in v družini, pove Ivana. Ogromno je bilo prilagoditvenih problemov, ne samo zakonskih, tudi odnosa do otrok. Treba je bilo vključiti obveznosti izven doma, kar je povzročilo ogromne težave in bolezni. Če imel nekdo problem v službi, smo šli tudi domov. Konec. Jaz kot otrok samohranilke sem videla, da je bila tovarna tista, ki je otroke pomagala gor spraviti, pokomentirala nekdanja službenka predilnice Litija. Koliko je fabrika takih izgubljenih otrok rešila? Konec citata. To je poleg štipendiranja in poletnega honorarnega dela otrok zaposlenih zajelo tudi očetovsko skrb direktorja, ki otroke tudi osebno poznal. V smislu socialističnega paternalizma je brati tudi odnos med direktorji, delavci in tovarni. Paternalistična vloga je sicer lahko ukrepila neke določene mizogine vzorce,
a hkrati tudi odpirala prostor, kjer se je odvijala svoja življenjska dinamika in so se razvijali neki drugi konkretni odnosi zaupanja. Razpetost med delom in domom je sestavni del zgodbe o industrijski modernizaciji in zaposlovanju žensk. Jane Schneider je dileme in pa dvoumne deklet ob zgodnji industrializaciji moderne Evrope povezala za zgodbo o Špicparkovcu, kjer v bistvu o stolp zaprta novinarja v v zameno za pomoč pri prevedenju zlate niti Špicparkovcu obljubi otroka. Gre za to dilemo odločitve, boljša prihodnost, bogatstvo ali otroci. Po pripovedovanju starejših sogovornic naj bi stanovanj tekstilnih delavk slišali jokati otroke. Ne glede na resničnost takih zgodb, pa je iz časopisja, to tudi v bistvu iz intervjujev z delavkami očitno, da so se žensko spremljali občutki krivde. Kadrovska uslužbenka v predilnici Litija Lea Rapol je leta 1967 zaradi potrebe, kot je poudarila, analizirala probleme proizvodnih delavk v predilnici. Zato, da bi pokazala na to potrebo, da se zaposli socialnega delavca. Takrat, kot je ugotovila, dejansko pri več kot četvrtini mater so otroke čuvali stari starši oziroma drugi sorodniki, pri skoraj četvrtine pa so bili otroci sami. Takrat je bil Litije en vrtec, kjer je bilo okoli 100 otrok, problem je pa bil, da v popoldanskem in nočnem času ni bilo organiziranega varstva, delavke so pa delale v vseh teh izmenah. Poleg varstva otrok je hotela Lea Rapol poudarila ravno to, da je problem še druge narave, veliko je mater samohranilk, samskih mater, ki jim je treba pomagati pri konkretnih problemih, prav tako pa tudi pri reševanju zdravstvene problematike. Analize kažejo, da to ni bil problem, varstvo ni bil problem samo v Litiji, ampak dejansko tudi v drugih predelih v Sloveniji in da so večinoma problem reševali tako imenovali babica servisom ali pa menjaje s šihtanjem mož in žene. Slika iz rudarskega Zagorja sredi 60 let kaže, kako se je načrtno vzpostavljala gospodarska infrastruktura, ki je zaposlovala ženske, temu pa ni sledila infrastruktura v celoti. Pri tem ne gre zgolj za postavitev vrtcev, temveč tudi za prepoznanje problema. Premajhna skrb za ženske se kaže v izredni pomanjkljivi evidenci med zaposlenimi ženskami, materami in njihovimi otroci v občini in delovnimi organizacijami. Je pokomentiral študent Rudi Prašnikar v magistrski nalogi leta 1967. Podjetja nimajo analiz o pojavih med zaposlenimi in njihovih problemih in ker ne poznajo osebnih problemov, tudi nas skrbijo za posamezne kategorije zaposlenih. Prašnikar je izpostavil pomen sistematičnega spremljanja zaposlovanja žensk, poznavanja socialnih in ostalih problemov za načrtovanje bodočega gospodarskega razvoja. Paradigma delavke matere je bila sestavni del socialistične ideologije in vsakdanjega življenja. Moška pomoč je le v redkih primerih spreminjala odnose med spoloma, to je bilo bolj generacijsko zaznamovanje te spremembe. Ne glede na to, pa zaposlitev v tovarni ni prinesla le ekonomske samostojnosti. Povečala je žensko samozavest, za zaposlovanjem se niso začele le materialno, temveč tudi socialno emancipirati. V kraj s tekstilno tradicijo so na tekstilne delavke gledali s ponosom, češ da fabrika je odvisna od žensk. Tekstilna industrija, ne glede na to povedano, bila feminizirana veja industrije, kar je pomenilo, da so bili delavci v tekstilni industriji, so imeli manjša plača kot delavci povsod. Seveda so bile razlike med tovarnami. Tekstilna industrija je kot lahka oziroma ženska industrija postavljena v nasprotje z moško težko. V kontekstu tehnološke paradigme gre za delovno intenzivno panogo, kjer prevladuje priučena, ne pa visoko kvalificirana delovna sila. Takšne podobe niso neutralne, prinašajo niz družbenih predstav, ki so neposredno vključene v politično-ekonomski razvoj industrije. V tekstilnih tovarnah je bilo po drugi svetovni vojni zaposleno okoli 80% žensk. Predvsem to so bile v proizvodnji, v administraciji, kadrovskih službah, redko pa med vodilnimi položaji in v tehničnem kadru. Kar sem že pisala tudi drugod,
je, da je pomembno v bistvu tukaj vprašanje ne samo koliko ženske zaposlenih, kje so zaposlene, ampak tudi kako se vrednoti neko delo. In po tekstilni industriji gre v bistvu v ospredju je ženska narava, tekstilne delo, ki je naturalizirano. Je naravno, da zato, ker ima spretne prste, vežeš se tudi na številne njene karakteristike, kot na primer potrpežljivost, natančnost, trpežnost, da vse to v bistvu vpliva na način, kako se vrednoti njeno delo. Deborah Simonton je v bistvu raziskovala zgodovino razmeri med tehnologijo, modernizacijo in spoloma. In je v bistvu dokazovala, da ženske ponovadi niso tiste, ki naj bi tudi poznale moderne stroje, ampak so tiste, ki pritiskajo na gumbe. Moški so pa v bistvu obdržali kontrolo. Glede na to, da je bilo recimo v proizvodnji, so bili vzdrževalci in pa vodilni kader moški, je dejansko res to prišlo, ker tudi če se je ženski stroj popravil, je bilo ono odvisno od vzdrževalca, ali je popravil, če se stroj popravil ali ne. Od tega je bila odvisna njena norma. Ampak, kakor sem pisala tudi v drugih mestih, je sam treba pogledati tudi to na mikroravni v sami proizvodnji. Jaz sem ugotavljala, kako pa dejansko ta spretnost in pa poznanje stroja v proizvodnji v bistvu vpliva na žensko samozavest in to kot visoko cenijo in prepoznajo tudi moški vzdrževalci. Zdaj vidim, da se mi čas že steka, hočem samo povedati, da je v bistvu treba pogledati na to, kako spretnost, kakšne pomene spretnosti pripisujejo na različnih nivojih, ne samo na širšem družbenem, ampak v bistvu tudi na teh mikronivojih. Zdaj, poleg tekstilne industrije je feminizirano tudi socialno delo in podobno je tudi vrednoteno. Tudi pri socialnem delu gre za naturalizirano. Pač veže se na to idejo o ženski naravi, na koncept skrbi in pa nege. Po mnenju pokojne profesorice so bile ženske pogosteje uporabnice socialnega dela in tudi socialne delovke so bile v večini ženske, kar je prispevalo k slabšemu statusu socialnega dela v podjetju. Zdaj, Marina iz Petenine je bila pripričana, da je to v tekstilni industriji zelo pomagalo, se drugače ne bi imela takih uvidov v probleme. Ivana pa je iz Velenita pač temu pripisala, da je to pomenilo neka spodbuda, podpora ženska ženski. Ob tem je tudi poudarila to, da združevanje žensk ne gre razumeti zgolj kot nek družabno akcijo, ampak tudi za vzpostavljanje nekega prostora z emancipatornim nabojem, kjer prihaja do vključevanja in pa prepoznavanja nekih določenih problemov. Na koncu bi rada opozorila na dva vidika, ki sta povezana tako s temo socialnega dela v tekstilnih tovarnah in z naslovom našega posveta. Prvič je, kako razumeti žensko na trgu dela, če ne razumemo njene vloge izven njene zaposlitve. Kako dejansko razumeti gospodarstvo. Poleg feminističnih teoretičar so v tej smeri vedno glasnejše tudi kritike ekonomske antropologije. Problematična je dikotomija plačanega neplačanega dela, dela, ki je statusno priznano in tistega, ki ni, nevidno delo. To ni le domače delo, to je tudi Mirjam prej opozorila, gre tudi za druge neformalne oblike, kot tudi širše razumevanje ekonomskih praks, ne zgolj po ekonomsko priznanih kategorijah in konceptih. Takšna opozorila odpirajo pogled ne zgolj v produkcijo, temveč tudi v družbeno reprodukcijo, v moralno ekonomijo, mrežo odnosov, recipročnost, zaupanje, skrbstvene prakse. Pristopi poskušajo preseči ekonomizacijo družbe in znanosti, odpirati pogled v drugačno razumevanje ekonomskih procesov, kot jih predstavlja ekonomska paradigma. Osredotočajo se tudi na primerjavo različnih modelov, tudi iz vsakdanjih praks navadnih ljudi. Na podoben način se pod vprašanje tudi postavlja preučevanje gospodarstva, kar se mi zdi pomembno predvsem v sodobnem času, zaradi močno ideoloških zaznamovanih delitev na različne sektorje in pogosto ozkega pojmovanja gospodarstva v tem ozkem ekonomskem ven iz družbene opetosti vzete logike. Delo ni zgolj ekonomska praksa, je družbeni sistem, zato se mi zdi, da je pomembno mogoče celo bolj poudariti, da govorimo o delu ženske in delo, ne pa samo tako ženske in gospodarstvo. S tem bi pa zaključila. Malo sem vzela čez. Hvala lepa za to drugo stvar.